Zveza društev upokojencev Slovenije gospodu Tomažu Banovcu, avtorju memoranduma 2018, izreka posebno zahvalo za vsebinsko pripravo tako pomembnega dokumenta Zveze društev upokojencev, s katerim so politične stranke in naši člani dobili boljši vpogled v aktualne zahteve družbe, ki se hitro stara, in vrsto predlogov za potrebno sodelovanje ter prav tako konkretne predlagane rešitve za najbolj pereče probleme upokojencev. Tomažu Banovcu. Razmišljali smo, kakšno zahvalo, kaj mu sploh dati, da mu ostane nek trajen spomin, ker je presedel ure in ure, pisal po noči, nas spodbujal za vsebino, dajte mi korigirati, dajte popraviti, dajte še to, tisto, in dejansko je imel ogromno dela, ampak ko smo ga vprašali za plačilo, kaj ti pa damo, je rekel, ne, nisem jaz potreben denarja, imam visok penzion, meni nekaj simboličnega dajte, pa nekaj kupite za zdus, tako je rekel. Ampak, da sem razmišljal, kaj mu pa zdaj dati. In ko poznam tega moža nad Laškim, ki je v skromni hiši take stvari tudi dela z enega kosa lesa, sem rekel, a znaš narediti planica, pa to tudi Ruzakilov, da nam posam palcom, in tako. Je rekel, znam, in me ga je naredil, ker je bil Tomaž dolga leta in še velik pripadnik slovenskega planinstva, funkcionar v Planinski zvezi Slovenije, in zato tudi mislim, da bomo to postavil v trajnem spominu, da ga bo doma nekam tudi postavil na mesto, in spore smo pa napisali za posebne zasluge gospodu Tomažu Banovcu na dnevu Zdusa 2018. Tomaž. Poštenimo gospoda Tomaža, ali želite kaj reči? Sam prosim, stopite tam k mikrofonu. Kar je povedal predsednik, mislim, da seveda drži, ne? Ampak imamo tudi upokojenci, pa tudi analitiki v Zvezi društev upokojencev, pa v strokovnem svetu večkrat problem, da ne razumemo čist političnega žargona, sploh pa ne političnih podatkov. Ne? Meni so pomagali statistični urad, neposredno pa OECD, pa še kdo drug, in imam občutek, da se bi morali včasih urediti tudi na ta način, da recimo ne bi napisali, sem pa rekel, da ne bom šaljiv, 0,4% bruto domačega proizvoda za stanovanja, ampak da bi pisali 0,4% za nastanitev. Nastanitev je pa nekaj več, še domovi za starejši in tako dalje. To se seveda ne da popraviti, ker uradniki verjetno ne pišejo, pa statistiki ne pišejo koalicijskih sporazumov, ampak se pa pol uredi. In še eno vprašanje, mislim, da je izredno pomembno, to smo nakazali, države, ki imajo slabo demografsko rast, nimajo druge rešitve kot migracijo. Japonci so po dolgem času ugotovili, da rabijo 500.000 ljudi, ki znajo delati, pa ne samo v industriji, ampak tudi skrbeti za starejše. In pravi sklad, čeprav nima nič proti rezervnemu skladu, mora biti, pravi sklad je reforma trga dela in funkcija upokojencev na tem področju z part-time pa drugačnimi zaposlitvami pa tudi prostovoljstvom, da se stvari uredi. Ni bilo omenjeno izredno velik prispevek starejših v družini, v varstvu otrok in tako dalje. Včasih se gleda samo, da imamo akcijo za nasmeh, Ni vedno nasmeh,
včasih je tudi kaj težkega. Ampak mislim, da smo se razumeli, hvala lepa, vesel sem tega kipa in tako naprej.